Здравствуйте, меня зовут Нежа, и моя фамилия Зупанчич-Логар. Я учительница русского языка. Lepo pozdravljeni, moje ime pa je Tilen, pišem se Avguštin in sem prav tako učitelj ruskega jezika. Skupaj vam bova predstavila ruščino, kaj počnemo pri pouku in pa tudi nekaj aktivnosti izven pouka. Pa začniva s tem, zakaj sploh izbrati ruščino kot drugi tuji jezik. Ruščina je najbolj razširjen slovanski jezik, ki ga govori več kot 300 milijonov ljudi po vsem svetu. Ker je ruščina slovanski jezik, se ga učimo lažje in hitreje zaradi podobnosti s slovenščino. Naučili se boste še eno pisavo, saj veste, da Rusi pišejo v cirilici. Pri pouku ruščine se imamo super in poleg pouka imamo za vas pripravljenih še veliko drugih aktivnosti in dogodkov. Verjetno ena najbolj zanimivih za dijake je nedvomno ekskurzija v Moskvo. V enem tednu iz prve roke spoznamo, kakšni so res Rusi, si ogledamo vse največje znamenitosti, o katerih smo se pogovarjali pri pouku in v praksi potem tudi preizkusimo, kaj smo se naučili. Za dijake, ki se odločijo za ruščino na maturi, organiziramo ruski vikend na morju. Redno se udeležujemo rusijade, vsako leto opravljamo bralno značko iz ruščine. Zelo uspešni smo tudi na državnem tekmovanju iz ruščine. Poleg učenja jezika je seveda zelo pomembno, da pri pouku spoznavamo tudi običaje, navade, način življenja oziroma nasploh rusko kulturo. Če sva na začetku rekla, da je precej besed v ruščini podobnih kot v slovenščini, pa seveda ne smemo pozabiti tudi na tako imenovane lažne prijatelje, ki v ruščini pomenijo nekaj povsem drugega kot v slovenščini. Zato, če vas zanima, zakaj je za Rusa kruto, ko dobi dobro oceno na testu, ali pa zakaj ni dobro, če ste v Rusiji preveč ponosni, in zakaj v Rusiji ne poskušajte kupiti babušk, izberite ruščino in izvedeli boste odgovore na vsa ta vprašanja in še marsikaj. Ne bo vam žal. Se vidimo septembra. Увидимся, всем тебе. Dobrodošli na gimnaziji Kranj. Добро пожаловать в гимназию Кранj.